Spoštovana gospa ministrica, spoštovani predsednik upravnega odbora sklada, drage Kranjčanke in Kranjčani, spoštovani gostje, lepo pozdravljeni v imenu mestne občine Kranj in dobrodošli v Prešernovem mestu. Še posebej topel pozdrav pa gre seveda letošnjim nagrajenkam, Prešernovim nagrajenkam in nagrajencem. Predlagam, da jim damo še en velik aplavz, da pokažemo, kako dobrodošli so v Kranju. Dragi nagrajenci, nagrajenki, s svojim delom in svojim talentom ste se dvignili daleč nad povprečje. Vsem nam ste lahko za vzor. Ponosen sem, da ste danes že sedmič z nami v Kranju. Seveda ne v isti zasedbi. Na kaj pa je lahko Kranj ponosen, kar se tiče kulture? Kaj je tisto, kar še posebej dokazuje, da je Kranj bil, je in bo kulturno mesto? Nekaj smo videli že danes. Kljub dežju je Prešernov osmen ena največjih prireditev v Sloveniji na dan kulture. Poleg tega imamo nekaj zelo prepoznavnih kulturnih ustanov. Ena izmed njih je tudi Prešernovo gledališče, ki je že zdavnaj preseglo meje Kranja in imamo obiskovalce iz Ljubljane, pa tudi drugje iz Slovenije. Galerija Prešernovih nagrajencev, gospa ministrica je že večkrat rekla, da je postala nacionalnega pomena. In seveda lahko smo ponosni, da je v našem mestu živel in delal dr. France Prešeren. Kaj je tisto, veste, kaj je tisto, kar mene najbolj impresionira pri Francetu Prešernu? Kaj je tisto, kar mi vedno znova vzbudi taka burna čustva? Ta njegova brezčasnost, da je še danes tako aktualen. Ali pa če bi rekel, da je danes še posebej aktualen. Danes, ko vojne na drugih delih sveta vodijo na meje Slovenije, pa mogoče tudi Kranja, ne samo prijazne sosede. In tukaj ta njegova brezčasnost pride do izraza, če pogledamo samo Zdravljico, ko pravi: živene vsi narodi, ki hrepene dočaka dan, da kodr sonce hodi, prepiri sveta opremljeni, da junak, prost bo vsak, ne vrah, le sosed bo mejak. In upam, da bojo res samo prijazne sosedje, da ne bomo imeli vragov na mejah. Danes želim spregovoriti o vrbi, pesnikovem rojstnem kraju, v katerem je tudi arhitekt Jože Plečnik ves zasanjan se razgledoval po okolici, kakor nam sporoča pisatelj Franc Saleški Finžgar, ko sta s Plečnikom začela načrtovati ureditev Prešernove rojstne hiše, enega od zgodnejših primerov našega odnosa do ohranjanja kulturne dediščine. Takole pravi Finžgar. Kakor bi mu zveneli Prešernovi verzi iz krsta, v dnu zad stoje snežnikov velikani, polja, ki spred se sprosti, lepotije ti kaže Blejski grad na levi strani, na desni griček se za gričem skrije. Kar nagledati se ni mogel te podobe raja. Nazadnje je spregovoril, ko je gledal proti Jelovici in Pokljuki. Kako plemenite in mehke črte, kakor grška zemlja, šele sedaj umejem Prešerna. In potem Finžgar nadaljuje. Od cerkvice sva šla v Prešernovo rojstno hišo. Zelo mu je bil všeč stari trdni kmečki dom. V hiši sem marsikaj pogrešala, posebno snage. Kaj hočete, je menil Plečnik, saj vidite, da otročičev kar mrgoli pri hiši. Res je bilo 11 otrok, kakor piščali na orglah. Potoma sva se pogovarjala, kako bi se dala hiša, kamra, črna kuhinja in lepa veža ločiti od družinskega stanovanja in bi bili ti prostori lep spomin na Prešerna, nekak muzej. Tako se je začela zgodba, ki je 21. maja 1939 privedla do odprtja pesnikove hiše kot muzeja. Vendar pot do njega ni bila lahka in v marsičem spominja tudi na današnje razmere. Najprej je bilo vprašanje denarja, saj je bilo treba hišo odkupiti in lastnikom sezidati novo. Finžgar se je domislil posebne dobrodelne naloge, da bi denar zbrala šolska mladina.
Vsak od 200 tisoč učencev naj bi daroval po dinar. Nabiranje denarja po šolah je odlično uspevalo, le ponekod je bila bera bolj šibka, pa ne zaradi revščine otrok. Takole se spominja Finžgar. Celo ob tej zgolj narodno-kulturni akciji so se našli strankarji, ki niso mogli preboleti, da ni prav ob tej priložnosti na vladi stranka, ki ji pripadajo. Ostali niso bili nasprotni, a hladni in celo v šoli niso prebrali tiskane spodbude za nabirko. Nekega takega posebnega strankarja, ki za misli ni nasprotoval, to da je grajal, zakaj se far utiče v zadevo, je dobro izplačal vrbovski kmet. Ob tem Finžgarjevem spominjanju imamo lep dokaz, da se stanje v Sloveniji ni kdo ve kaj spremenilo. A danes je praznik kulture in ne bomo ponavljali tistega, kar nam mediji tako pridno strežejo dan za dnem. Praznik so proglasili z odlokom 1. februarja 1945. leta, torej smo letos že 70-tič podelili Prešernovi nagradi in nagrade Prešernovega sklada, ki pomenijo vrh piramide kulturne ustvarjalnosti v Sloveniji. O samem prazniku in tudi o nagradah so se v vsem tem obdobju pojavljala občasna mnenja, ki so poskušala to tradicijo spremeniti, nekatera celo ukiniti. Posamezni slovenski nergači so postavljali vprašanje, češ zakaj praznujemo dan pesnikove smrti in ne rojstva. Menim, da je tako vprašanje odveč in dokazuje, kako se v Sloveniji vedno najdejo posamezniki, ki poskušajo rušiti nekaj dobrega ali vsaj odpirati povsem nepotrebna vprašanja. Seveda je to posledica nepoznavanja in površnosti, predvsem pa tudi stanja duha in svojevrstne folklore. Že bežen pogled v odlok o razglasitvi kulturnega praznika in njegov komentar pove, kaj je bil vzrok za postavitev praznika na dan pesnikove smrti. Takole je zapisano. Vse šole, navajam, vse šole, državna gledališča, radio, založništva, vse prosvetne ustanove in društva so dolžna proslaviti ta dan, ki bodi tudi začetni ali zaključni dan prireditev za en teden ali več kot pregled vsega dela za pretečeno leto. To je bilo tudi vzrok, da se je izbral dan smrti in ne rojstva. Dare naj bi se v tem tednu odnosno dnevu podeljevale in razpisovale nagrade in odlikovanja za kulturno delo. Prazniki nagrade so torej vzdržali 70 let. V teh letih je praznik ostal na ravni proslav, razstav, nastopov in drugih kulturnih dogodkov, ki tudi sicer bogato spremljajo naša vsakdanja in praznična prizadevanja čez celo leto. Kulturni praznik je praznik kulturnih ustvarjalnosti, ki so žive tudi v finančno in še kako neprijaznih časih za njihov obstoj. Vedno sooblikujejo kakovosti človekovega bivanja, pomagajo pri pravilnem razumevanju kulturne dediščine, spoznavanju sodobnih svetov in odkrivanju kulturnih različnosti. Za čas, ki ga živimo in ob koncu mojega nagovora, še aktualna kitica iz Prešernove elegije svojim rojakom. Kaj da čast očetom glasa nima v pesmih starih dnov, kaj da v zgodbah zdajnega časa Bratislave nisi nov. Spoštovani vsi, naj vam najprej iskreno čestitam ob današnjem kulturnem prazniku. Dovolite mi, da v imenu Ministrstva za kulturo Republike Slovenije izrazim spoštovanje dobitnikoma Prešernove nagrade za življenjsko delo, ki sta najvišji priznanji Republike Slovenije za dosežke v umetnosti, ker sta z vrhunskimi življenjskimi dosežki oziroma življenjskim delom trajno obogatila slovensko kulturo. Iskreno čestitam tudi vam, prejemnikom nagrade Prešernovega sklada, za izjemne umetniške dosežke, ki ste jih v zadnjih 2 letih predstavili javnosti. Naj vam bo nagrada Prešernovega sklada spodbuda za še nadaljne ustvarjalno delo na področju kulture in umetnosti. Slovenski kulturni praznik od nekdaj povezuje Slovence in se je zato ohranil vse do danes. Na ta dan se po Sloveniji odvijajo številni kakovostni kulturni dogodki. Prešeren je bil prvi, ki je Slovencem ustvaril poezijo, ki po kakovosti, vsebini in estetski vrednosti sodi v vrh evropske poezije in je bil velik predvsem zato, ker je razvil slovenski pesniški jezik
in uveljavil v tem jeziku najzahtevnejše pesniške oblike. Hkrati pa je začrtal širok horizont slovenske poezije, ki vključuje odtenke od vsakdanjega življenja do ljubezni do naroda in domovine, od globoke zasidranosti v domače izročilo pa do svetovljanstva. V poeziji je na zelo sodoben in vizionarski način obravnaval literarno-teoretična vprašanja in nacionalno ter druga vprašanja. Na ta način je povzdignil slovenski jezik v moderni pesniški jezik. Z Zdravljico, sonetnim vencem in drugimi pesmimi je postavil slovensko nacionalno vprašanje kontekst dogajanja evropske pomladi narodov. Prešeren je zgodaj spoznal, da preti nenemškim narodom v okviru avstrijskega cesarstva pritisk politične in kulturne germanizacije ter postopno izničevanje slovenske in še posebej slovenske identitete. Zato se je s poezijo angažiral za spodbujanje in oblikovanje slovenske narodne zavesti in v skladu s tem za ravno tako načrtno spodbujanje posodobitve slovenskega jezika in usposobitve slovenščine za enakovredno in enakopravno nastopanje med drugimi. V Zdravljici je izpovedal stoletni slovenski sen in zamisel sožitja vseh narodov sveta. Z njegovo poezijo smo Slovenci v literarnem pogledu postali enakovredni evropskim narodom in ravno v tej univerzalnosti vrhunske umetnosti, ki v enaki meri nagovarja Slovence kot tudi druge narode, leži širše umetniško razumevanje kulture. Sporočila njegovih verzov so vizionarska in aktualna. Trubarju, Pohlinu, Linhartu, Prešernu in številnim drugim se lahko zahvalimo za obstoj in razvoj slovenskega jezika. Prešeren se je odločil ostati slovenski pesnik, čeprav bi nedvomno živel bolje, bil deležen številnih časti in priznanj, kolikor bi tudi on, kot nekateri drugi, svoj talent posvetil pesnitvam v nemščini, saj so mu njegovo domoljubje, svobodomiselnost in odprtosti v svet prinesli k večjemu nevšečnosti. Spoštovani, ob tako svečanih trenutkih, kot je današnji, je prav pohvaliti živahno kulturno ustvarjanje in bogato kulturno dediščino v Sloveniji. Le s spoštovanjem svojega jezika in kulture ter ustrezne skrbi zanju lahko stopimo enakovredno ob bok drugim narodom. Želim si, da bi bili kot narod spoštljivi in odprti tudi do drugih kultur. Verjamem, da bo današnje druženje z našimi vrhunskimi umetniki, Prešernovimi nagrajenci in nagrajenci Prešernovega sklada posebno doživetje za vse nas. Hvala lepa. Tako da, gospod Petrič, začela bi z vami in vam podajam mikrofon. Zanima me, kako ste, v kakšni zvočni družbi ste danes preživeli ta dan? Zvočni, ne, kulinarični. Je bila zadovoljiva. Zelo fino. Po vaši staturi, jaz vas zdaj prvič vidim v živo, pravzaprav ste edini nagrajenec, ki ga prej nisem srečala, ste nekdanji košarkaš. Tudi, ja, dokaj nisem kolena zlomil. Pred 17 leti. Pred 17 leti. Zanimivo je to, da ste bili nadaren košarkaš in atletiko ste tudi trenirali. Tudi, ja. In da ste bil zelo dober v šahu. Dobro. Asistent, kot asistent. Ne, smo igrali turnirje in tako naprej. Bilo kar precej tega, ja. In kako ste potem zašli v glasbo? Zdaj vem, kako ste zašli. Je bila odločitev težka, ste spuščali čelo med dlani? Ne, to sploh ne, to je bil čisto naključje. Namreč jaz sem že z glasbo se ukvarjal tako, sem hodil na šolo glasbeno, klavir igral, na koncu ima ena profesorica, ki je mislila, da sem talentiran, ne. Ko smo naredili maturo, moram reči, da jaz enostavno nisem vedel, kam naj se upišem. Oče je bil elektroinženir, malo mislil elektriko, da bom vsaj znal varovalko zamenjati doma. In nakar se je zgodilo to, da smo bili mladi šahisti takrat
pod vodstvom slavnega velemojstra Vasija Pirca, ena skupina, ki nas je imel zelo rad in z nami delal. In ker je bila šahovska olimpijada edina do zdaj na teritoriju, seveda takrat na Jugoslaviji, v Dubrovniku, v krasnih palačah, tam perfektnih dvorcih, smo bili mladi povabljeni pomagati pri organizaciji tega. Tako da sem se lahko sprehajal med partijami ta največjih mojstrov svetovnih in sem jih gledal, da bi klavir vežbal. In zato seveda nisem naredil spremnega izpita kot pianist in sem temu še danes hvaležen, da ne, ker jih je toliko dobrih, da še tisti ne pridejo na vrsto, kaj še delim. Nakar sem po nasvet zašel na teoretski oddelek, tam so nas poučili komponirati. In smo imeli sjajnega profesorja, ki je že v drugem letniku nas pripravil, da smo imeli kompozicijski večer mladi skladatelji, tako da smo leta 1952 prvo javno izvedbo moje ene skladbe. Kako je bilo? Ja, takrat sem bil ves navdušen, ja. No, danes je seveda to začetniška skladba, ampak da čudga, nekje je treba začeti, veste. Ja. No in pa je šlo tako naprej. In tako dalje, ne. Lahko to govorim vam jaz to, da boste zaspali zdravo. Zagotovo ne. Kljub temu pa ste se nekako posvetili. Varšavska jesen, poljski skladatelji, Poljska je bila nekaj časa vaša država, kar se tiče glasbe, veliko kasneje Škotska. Škotska ne zaradi glasbe, ki imajo sicer sjajno folkloro, ampak zaradi prirodnih lepot. Pa najbolj sem jaz tam živel par sto let prej. Zaradi tega. Kot kaj? Kot Škot. Sem najdel celo pokopališče, kjer sem bil pokopan. No, to je malo začalo, malo zares. Ste me vprašali, zakaj, če sem... Da je Varšavska jesen in poljski skladatelji, Mitoslavski, Pederecki. Ko je moja generacija se začela prebujati in izvajati prve skladbe, je pri nas vladal še zelo star romantični neoklasicizem, romantizem. V tistem času je po svetu bilo ogromno festivalov sodobne glasbe in nekateri naši kolegi so imeli srečo iti na kakšen tak festival in tako naprej. In tudi jaz sem zašel tja, najprej s koncertom ansambla, ki sem ga ustanovil, in smo koncert na Varšavski jeseni. Nakar je bil pa kasneje en konkurs za violinske skladbe in sem poslal eno sonato za solo violino in je dobila prvo nagrado. In so mi tudi tiskali to tam in to je, zankrat sem na to še najbolj ponosen, ker sem dajkli v življenju naredil. In poljska skladateljska šola je bila takrat proti utež nemški, težki, zakomplicirani avantgardi, ki je šla se šteti tone, 1, 2, 3, 4 do 12, pa so pa premetavali tiste note brez estetskega posluha, po mojem, no. Medtem ko Poljaki so bili pa le Slovani, veste. Slovani in je bilo to čisto drugače in smo več ali manj bili zelo naslonjeni na to poljsko šolo, ki je še danes, oni imajo vsako leto Varšavsko jesen kot enega najbolj slavnih festivalov sodobne glasbe. Tudi smo doslej tam že 3 izvedbe na teh festivalih. Zanima me, kakšen je idealni program po vseh teh letih vodenja Slovenske filharmonije, po vsem tem, kar veste o glasbi? Idealni program? Idealni program za simfonični večer. Veste kaj, če ćete publiko dobiti, je bilo ponavadi, pa mislim, da to še vedno drži, dejte prvi klavirski koncert Čajkovskega. To smo mi naredili bum s Ivom Pogoreličem in smo morali ponavljati drug dan koncert. Ampak enkrat ni prišel?
Ne, takrat je prišel. Enkrat prej ni prišel. Pa če kasneje tudi ne. Zdaj vam bom pa še to povedal, ker ste me že tole potegnili. Mi smo bili na turneji s Filharmonijo v Ameriki. In jaz sem takrat vodil to ekspedicijo in sva na prvem sedežu za šoferjem sedela z tur operatorjem, to je bil od agencije en človek, ki je organiziral, jaz sem pa pač vodil to mojo čredo zadnji, ne, smo šli. In on bere časopis tam en dan, pa se pa k meni obrne prav, tle pa nekaj od enega važno piše. In pa mi pokaže, kaj je bilo Chopinovo tekmovanje v Varšavi. Ivo Pogorelič je nastopil prvič brez fraka, drugič zelo samozavestno in igral je Chopina tako, da so tistem profesorjem šle lase po koncu. In sploh ni prišel v finale. Ampak tam ti je sedela pa pianistka Marta Argerich in je rekla, ta pianist bo še nekaj naredil in je bil to večji škandal in potem so v časopisu je pisali 2 strani o njem, o zmagovalcu pa tokle. In je naredil kariero čist čez noč. Druga njegova anekdota, če vas zanima, je pa, kako se je on s Karajanom skregal. Smo igrali točno te čekovskega klevetskega koncerta in smo imeli kosilo z Dinskap in je razlagal. Je rekel, veste, Deutsche Grammophon, to je tvrdka za plošče, je lik toliko, da ni v stečaju. In pa so pa rekli, moramo izdati eno skladbo, eno ploščo, ki bo nam naredila spet bum. In so rekli, Čekovski klavirski koncert, pianist Ivo Pogorelič, dirigent Herbert von Karajan, orkester Dunajska filharmonija. Prav, in mi se sestanemo na prvi vaji, že prej ni hotel maestro sploh z mano nič govoriti. Sem hotel mu pokazati, kako igram, in rekel, jaz poznam to. No, in prav, pa igramo skozi, jaz imam svoj tempo, on svojega, jaz svojega. In ker smo prebrali skozi tisto zadevo, je odložil partituro in je rekel orkestru, po pauzi 6. simfonija. Na kar so vsi takole gledali, kaj je, so se odplazili dol, jaz sem rekel, kot zadnji idiot sedim tam za klavirjem. Prije moj agent pa prav, veste kaj, tako se bomo zmenili, roka vas boli in ne boste mogli igrati. Tako je mojster Karajan ga odslovil, potem je pa v časopis pisali, škandal Karajan kontra Pogorelič. In Pogorelič s tem, ker ni igral, se je naredil več reklamo, kot če bi igral. Tako se dela. Hvala lepa, ki ste podelili te anekdote z nami, ampak vseeno me zanima, gotovo vi najbolj, mogoče še kakšen dirigent, veste, kakšna je slovenska glasbena publika, ko gre za klasično glasbo? Veste kaj, jaz sem bil 16 let umetniški vodja filharmonije in mi smo takrat imeli nalogo iz filharmonične dvorane, ki je imela 500 sedežev, priti v dvorano skoraj 1400 sedežev. In z mojim kolegom, ki je bil direktor, jaz sem bil pa umetniški vodja, pokliče takratni predsednik izvršnega sveta, predsednik vlade. Pa pravi, ja, se vidva upata, je tu tako veliko dvorano, tiste vaše male dvorane. Jaz sem rekla, bomo vse naredili, kar se da, ne. Nakar smo se vrgli seveda v fajn propagando in dvorane so bile nenadoma polne. Žal mu konstatiram, da danes to ni več. Zdaj danes so dvorane pol prazne. Žal, z velikim grenkobo to izrečemo. V tem smislu bi bilo zanimivo slišati, kakšna je prihodnost glasbe. Vi vem, da imate moderno pamet, če se tako izrazim, skladate že na računalnik. Kaj? Ne pišete? Ne, na računalnik sam pripišem bolj. Sem razumela iz vaših dnevnikov, da ste si že nabavili programe in direktno vse. To imam, ampak to ta prvi svičnikom vse naredim, pa sam pripišem. Ja, veste.
računalnik vas lahko zavede. In pol na koncu pišete tako, kot on hoče. To se zgodi. Kaj pa Mendelssohn 3. simfonija škotska? Vam je to blizu? To imam pa zelo rad, moram reči. Mendelssohn je bil prvi skladatelj, ker mu je bila, kot znano, všeč, on je potoval, celo na tisto majhno votlino je odkril sred teh otokov in je napisal eno uverturo, Hebridi, ali ne vem, kako se imenuje tisto toček. In potem je pa napisal tudi še škotsko simfonijo, ki je ena najlepših, to je treba pa res je sjajna. Ampak to je romantika. To je romantika, on je takrat živel v romantični dobi, seveda. Mendelssohn je bil prvi romantik skoraj, tako rekoč, ker pred njim je Beethoven bil še klasik. Zato vas bom zdaj vprašala, ne vem, da ne boste jezen, a ste kdaj igrali Schönberga? Schönberga? Na sporedu, ko ste bili Veste kaj, šef. jaz bi zdaj lahko tole publiko tako zamoril, da vam razložim Pol Schönberga. Me zanima, če ste kdaj igrali v filharmoniji. Veste kaj, Schönberg je bil teoretik. V tistem krogu dunajske te šole je bil res zelo dober komponist Alban Berg. Schönberg ne, za moj vkus. Ampak to ni važno, če je meni všeč. Drugo pa je. Meni je. je? Naučila sem se, da mi je. Sem pa potrebovala čas. Določeni zvoki in napevi so kot osebna izkaznica. Jaz sem vam zdaj izdala, kateri je recimo moj. Me zanima, kateri so pa vaši. Kaj pa? Zvoki in napevi, kot osebna izkaznica, ko pišete, se zatečete vedno na iste pokrajine, predno zapisujete note. Pokrajine. Veste, jaz vam povem, da ustvarjanje umetniško, to je bav, veste, da je to neka neha, ne vem, navdih ali ne vem koga. O tem moraš veliko premišljati, moraš poznati discipline tehnične, da lahko kaj narediš, ne, in pol pa mogoče kaj vam pride na koncu. Pri vas je bogato in srednjo. Hvala lepa, gospod. Gospod Tone Patli, čemu se Slovenci največ smejemo? Kaj smo slišali, ne? Jaz sem zdaj poslušal, ne? Včeraj pa danes je moj častni in spoštovani sonagrajenec držal resno, je dojel videz, da bom jaz imel lahko delo in se bojo smejali njemu, meni ne pa njemu. Tako da vidim, da se smejejo tudi stvarem iz glasbe. Ima pa pač talent, da zna to tako povedati, ki ga nima vsak. Slovenci se radi smejejo drugim, sebi pa bolj slabo. Ampak kako je vam, gospod Tone, pri srcu, ko se gledališke dvorane smejejo vašim besedam, vašim komedijam? Baš peh mi raste. Jaz sem pristaš smeha v gledališču. Ne mislim, da bi naj bil pretežni del repertoarja, recimo resnega gledališča, komedija. Ampak ko ena polovica bi pa skoraj moralo biti. Grki so, kot veste, poznali dve maski, sta marsikaj narisani, ena ima tako usta navzdol, pomeni, da je resna in da se jočejo, druga se pa reži. Za slovenska gledališča bi lahko izobesili samo tisto prvo masko. Ker so komedije, ampak so redke. Potem mi smo obremenjeni pri komediji, sicer bom potem še poskusil kaj o tem reči, s kvalitetnim merilom, ki ga je nastavil Cankar. Pa že on se ni znal od srca smejati, se je smejal sarkastično, jezno, zašil jih je, da včasih ne veš, ali bi reče kaj grdega rekel, ali bi se pa smejal napakam, ki je on tako brutalno. Je pa
Je pa zelo pomemben Cankar, ker je tudi napisal tisto knjigo Krpanova kobila, ko so v Ljubljani pod Govekarjem igrali dramatizacijo Martina Krpana, in je Govekar pripeljal Verovšek je hodil s tisto kobilo sem in tja. In drug dan je cela Ljubljana debatirala, koliko fig je spustila tista kobila, ali se je, ali se ni in koliko jih je bilo. In Cankar je nekako to postavil za nivo, če komu napišejo, da je prišel na nivo Krpanove kobile, potem je že komedija prenizka. Ne bi rad kaj provociral, kaj šele tako fine novinarke, ko ste vi, ali pa drugi. Ja, ampak že danes, ko govorimo o Prešernovem prazniku, je tam prišlo, ne vem, do nečesa včeraj, ali je režiser nekaj užaljen ali ne. In vsi novinarji me zdaj že pol dneva sprašujejo, če kaj vem o neki cenzuri ali kaj, nikogar več ne zanima to. Torej, nekako se mi zdi, da se je začelo zanimati nekaj, kar ni tako pomembno, ne pa več tisto, kar bi se smejali. En italijanski pa poglejte, no, samo enkrat lahko dovim, da včeraj sem bil nagrado za življenjsko delo, ne. On pa me vpraša, če so res ujezili Buliča, ali Buliča. Kak, ne bom vesel, ne. No, kot rečeno, tudi včeraj se mi zdi nekaj rekel, en italijanski pesnik je rekel, vse smo se zmeraj smejali, pa se še bomo, ker je prevelika resnost, pa tudi neka zagrizenost, lastnost velikih hinavcev. In če pomislim, koliko malo se še mi smejimo tu po Sloveniji, si mislim, koliko nas je onih drugih. Pa se ne hecam čisto. Prešeren je za to okolico napisal, da je podoba raja. Cankar je rekel, da živimo nebesih po Triglavom, ker je Bog pravzaprav pomoto navrgal toliko lepote po Triglav. In je Bog, si vi mislite, vzkliknil, tot bodo živeli veseli ljudje. Pa če smem še nekaj Patricija citirati, ne bom če povedal, ko se že prej Cankar je omenil, Cankar je potem sam sebe na nek način demontiral s to, da bodo to živeli veseli ljudje, ki bodo sam bliskali in peli. Pravi, poznate tisto zgodbo o človeškem napuhu, pravi, ob cesti sedi človek in ne milo joka. Mimo pride Bog, ga gleda in reče, človek, kaj ti je, da tako ne milo jokaš? Človek je zajokal še huje. No pa povej, kaj ti je, jaz ti lahko pomagam. Meni ni pomoči, nihče mi ne more pomagati. No poglej, jaz sem Bog, tvoj gospod, jaz ti lahko pomagam. Ne, meni tudi Bog ne more pomagati. Ja pa kdo si človek, ne delaj greha, kdo pa si, da ti niti Bog ne more pomagati? Slovenec sem. In takrat, pravi Cankar, se je Bog sedel zraven njega in se še on ni milo razjokal. Mogoče imamo nekaj tega res v sebi in nam malo manjka veselja razpeha. Ko se me poprašali za gledališče, pa bom povedal eno anekdoto, upam, da ni kakšne moje dobre prijateljice dramaturginje tu, ki se bi je malo tikalo. Jaz sem prišel za umetniškega vodja tudi v Dramo, ljubljansko, kjer je nekak višji nivo, nacionalno gledališče in tako dalje. In ni bilo kaj prida komedij na repertoarju, bila je samo ena, ki je tudi publiko privabljala in direktor je kar silo, da bi to igrali, ker smo imeli minus proračunu, tu pa se je nekaj napravilo. In to je bilo dama iz Maksima, od Fetoja. In tam so se res smejali kot neumni, jaz sem šel rad okoli gledališča in poslušal, kako se odsmejejo. Pa so me poklicali, bolj pametne ženske od mene, pa so rekli, Tone, zdaj ko si prišel, to pa moramo dati za repertoarja. Pa sem rekel, pa ste brisane, to je edina komedija, ki jo imamo in kjer se publika smeje. Saj ni bilo vse skupaj na tako visokem nivoju. So jo prej igrali v mestnem gledališču, kjer je Milena Zapančič igrala, je bila boljša predstava. Ampak bila je vsekakor za oceno 3, če rečemo solidno, absolutno ne pod nivoju. Ljudje so pa drli in gledali, ne. Pa sem rekel, ja pogledajte, imamo polno dvorano, ne bom tega v kino. Ja, ti si pa res ti poznal, odkot si prišel tam Štajerske, kar polno dvorano.
ti ljudje, ki se hodijo smejati, to ni tista publika, ki bi jo mi želeli. Mi bi želeli intelektualce, ne. Pomeni, da ne zdaj še tam gledam, hodi noter prava publika, ki se upa smejati, ali prihajajo intelektualci. In nekaj tega odnosa je med nami in zato zdaj hodim 2 dni tako manj napihnjen, vse jutri ne bom več, da sem dobil nagrado za komedijo, ker tudi mene so vedno obravnavali, tako, poglejte, stare kritike ali pa literarne knjige, ja, tam na Štajerskem pa tudi ljudski dramatik, ne, ki je tako bolj za kaso, za blagajno dela, kar dolgo je trajalo, da so nekako verjeli, da je tudi to na vse zadnje literatura in enako vredna. Celo vam povem, ne, kar probajte pisati komedije, pa jih potem ne, kako boste videli, če se vam bojo smejali, ali ne. Moraš imeti enega vraga v sebi, da to narediš, da se potem tam še... Jaz sem sedel v dvorani, ko sem bil dežuren, tudi na svojih predstavah in na drugih komedijah. In vidim, kako se publika smeje. Pol pa vidim, kako publika ne prime, kako se tisto kolo vrti v prazno. In ker sem to večer za večerom gledal, sem počasi pogruntal, kaj tu ne štima. Ne. Pomeni je tudi treba znati. Nekateri, oprosti Patricija, nekateri komediografi, recimo Lope de Vega pravi, da jih je napisal 1000, Goldoni 200, Molière 36, recimo. No, Vinko Medendorfer Pesjanih je več, ko jaz vidim, ne? Ampak Nušič je rekel, to je zanat, to je obrt, je treba znati pisati. Če pogledate Molièrov opus, ki ima največje komedije na svetu, od Molièra, od Tartifa, Don Juana in tako dalje, ampak ko ga bereš, pa tudi polovico burk. Ko me kralj naročil, če 14 dni moramo to igrati, pa je napisal navadno burko. Pri nas bi ga križali, če bi kdo napisal tako burko. Tako da se mi zdi, da je treba do komedije se navediti malo tako, malo moramo biti bolj potrpežljivi, nimamo tako slabih komedij in gledališču, ker se nikoli ne smejejo, pa dajte mirno, kdo bo pa vzel abonma v takem gledališču. Za zdravje ljudi, ja, da smo. Zato je tudi zanimivo, da samo 120 km stran od nas, v Zagrebu, je pred stolnico eno gledališče, komedija, 500 metrov nižje je Kerepuk, nekdanji Jazavac. Mogoče bi morali nekaj v tej smeri narediti. Jaz sem to dolgo govorim, tudi pisal, mogoče sem celo vam rekel v nekem intervjuju. Prideš v Moskvo, pa sem bil v socializmu, tam torej v Sovjetski zvezi in zdaj imajo na trgu Majakovskega velikansko gledališče za naslovom Teater komedije in satire. V socializmu so igrali vrhunske predstave in zdaj sem tam gledal na predstavo. In tako bi nekje imajo komiše oper celo, nekje imajo komedij francez. Razvita kultura ima narodno gledališče drama in narodno gledališče opera, ker se postavi tisti nivo, dokam se nekak, kaj mora biti, da je komedija v redu. Potem pa te ne motijo več stand-upi, pa Modrijani, pa drugi, ki po televiziji nekaj govorijo, pa že pravijo, to je komedija. Potem te ne motijo, ker veš, da to absolutno si tega imena ne zasluži. Mi pa pač malo mešano. Zato hvala Bogu, da vas imamo. Res. Pa tam sedi žena, da ne vidim, kaj bo ona rekla. Trenutek, gospod. Izvolite. Knjige strada, ne bodo prišli na vrsto. Ampak ena kurioziteta me matra, tudi ko sem bila pri vas na obisku mesec dni nazaj in pri vaši prijazni gospe Emilki, mi ne gre iz glave. In sicer, kdo vas je nagovoril, da greste v politiko, in ugibam, da ste šli v LDS zato, ker je imela najbolj zanimiva ženske, ne najlepše, ampak najbolj zanimive. Ja, nič tega ne štima. Res je, da sem bil še umetniški vodja mestnega gledališča in je neko jutro ob 8, tako narahlo bilo eno trkanje, na vrata nisem niti slišal je, ali nisem rekel naprej, in vstopi notri en mladenič, tako naprej počesan z rdečimi ličnicami in metuljčkom
in sem prepoznal Jožefa Školča, ki je bil predsednik ZSMS in to je bil čas, ko smo leta 1990 razpisali tiste prve večstrankarske volitve. Pa je rekel gospod Parlič, jaz sem prišel v imenu ZSMS, predtem so pa imeli kongres Portorožu, ne vem, če spomnite, rekel, lahko zmagamo, vas vabiti, če bi... Kjer so igrali Vivaldija so igrali na če bi kandidirali na naši listi, pa smo je rekel, veš kaj, fant, jaz sem bil 17 leti na učiteljišču sprejet v partijo. In ko me zdaj vsi sprašujejo, kaj sem tam delal, tudi mama me je sprašvala, sem rekel, bil sem mlad pa nor, pa nisem zastopal. Kaj pa naj zdaj pri 50 rečem ženi, pa drugim, zakaj bi šel v ZSMS? Pa je rekel, ne, saj ni treba vstopiti v ZSMS, absolutno ne. Samo na naši listi kandidirajte, mi bi radi imeli nekaj odraslih, da nas ne bi vsi šteli za mladince. In tako je kandidiral Atelšek iz Velenja kot direktor Rudnika nekdanji, Rudi Mogej iz Maribora in jaz pa še nekaj starih rokerjev, ki smo bili potem izvoljeni. In sem bil 2 leti v politiki, oziroma v državnem zboru, ne da bi bil v kakšni stranki. Potem je to prevzel Drnovšek, pa me enkrat poklical, pa rekel, te poslušam, Parlič, ko nastopaš, ne? Reče, če nas kdo napada, ti vedno rečeš, jaz sicer nisem član te stranke, ampak mislim tako, ne? Rekel, če nas pa hvalijo, pa to nikoli ne rečeš, ne? In ne boš mogel biti v državnem zboru, če se ne boš odločil. In takrat sem vstopil v stranko. Tu ne boste veseli, vse pa me prekini Patricija, tu ne boste veseli, če povem naslednje, pa ljudje ne slišijo tega radi. V politiki nisem srečal nič manj častne ljudi, kot prej v gledališču ali med učitelji v šoli. Saj smo vse isti Slovenci, ene pač od tam potegnejo. Težave okoli vas prenašajo in trgovci, in oni, mi pa samo na te kažemo. Poleg je tudi zdaj ta diskusija okoli budnosti. Sem že rekel, kaj bi bilo, če ne bi bil Prešeren buden, pa bi spregledal Julijo, se ne bi imeli nesodetnega venca, pa ničesar. Hvala Bogu, da je bil. Ampak zdaj ta dodatek za budnost in 3 ministri ali 2 ministra in kaj vse se je našlo, pa to so vse počeli, dokler še niso bili v politiki. Razumete, ko so bili častni profesori na univerzi, takrat so si to nakopali na glavo, zdaj so jim šele odkrili. Torej, ne mi reči, da se tu bolj švingla kot tam, ko si skrit. Tu te samo razkrijejo, ker novinarji to raziskujejo. Nisem bil nikoli politik, tudi sem da ve, nisem imel nobene funkcije v stranki, nikjer nič, jaz sem bil samo v komisiji za verska vprašanja, ženska vprašanja in v kulturi, da mi ne bi trebalo toliko delati, kot drugi, da bi lahko kaj pisal pa bravo. Pol sem si tam privzgojil vzdevek, še danes vsi vejo, da sem po kosilu zaspal zmeraj, to ne bom zdaj razlagal. Ampak katerimi ste najraje zaspali? To ne bom razlagal. Ni. Najbolj sem samo jezen v politiki bil to, kadar smo ga cel dan tolkli prazno slamo, zvečer pa vsi izglasovali skoraj za, ne ve, zakaj smo se cel dan pripirali. Pol pa je prišel kak modrec k meni, pa me tako potrepljal, se rebi Svilo Parlič, zdaj pa ti ni treba nič misliti, samo to napiši, pa boš imel najboljšo komedijo. Ljubim, ko bi me po 10 minutah bi me gnali iz gledališča, če bi to tisto je ena farsa, ki nima zveze s tem, kar se lahko na gledališču mora biti od cel družbe, ne pa družba sama. Bi bil vesel, če bi bili malo bolj smešni ti poslanci, zdaj ko so vsi tako resni. Manjkate. Ja, hvala Bogu, da sem se poslovil od tega, pa res zmeraj. Ampak nič se mi ni bilo treba v politiki bolj prilagajati, kot se mi je bilo treba, ko sem bil umetniški vodja, pa se je nekaj lahko igralo in se ni smelo. Kot učitelj sem imel skozi težave. Ko sem enkrat otrokom rekel, da bo tudi Tito umrl, sem skozi zgubil službo, pa ne vem, kaj vse. Hvala lepa. Dobar večer, gospa Mojca Smertu. Vaš oče, gospod Frančišek Smertu, je bil tudi kipar.
in profesor na akademiji. In ko sem listala to čudovito monografijo, ki ste mi jo podarili pred nekaj tedni, me je pravzaprav prešinila misel, da vi niste imeli igrač, ali pa vam niso bile zanimive, ker je bila vaša prva igrača roke v glini, v očetovih prostorih. Je bilo Res, tako? tako je. Čeprav sem imela zelo rada punčke, sem jih pa tudi z gline naredila, to je pa tudi res. Ja. Zelo kmalu. Že pri 6 letih ste obiskali Pompeje. In mi vsi vemo, tisti pač, ki imamo otroke, pa tudi tisti, ki ne, da otroci že zelo zgodaj začnejo srkati umetnost. Kaj se spomnite iz teh Pompejev? Tako rekoč vse. Zaradi tega, ker je to eno tako doživetje, ki ga otrok ne more pozabiti. Ste mumificirani, res, doživetje še in še. Tudi hiša, mislim, v mojih delih srečate tudi majhne, velike hiške, tako da je verjetno ostalo nekaj tudi z tega časa. Vedno nas nekako vodi vse iz mladosti življenja naprej. Preteklost nas nekako dohiteva, to bom kasneje gospod Lipušovo tudi spraševala, kamorkoli se preselimo. Ampak glina, lahko rečemo, glina je tisočletja in tisočletja so v njej, bila je v vesolju. Je bilo načrtovano, da boste se posvetila predvsem delu z njo? Ne, sem v bistvu začela z ogromno materiali. Mislim, vse sem poskusila, kamna najmanj, ker to mi nekako ni mi ležalo tisto, da odvzemam, da nekaj stran dajem, ampak vedno rada gradim. Mislim, nisem negativc, ampak pozitivc, če lahko tako rečemo. Tako da mi je predvsem to, da se dodaja nekaj, da se dela, da se gradi, pa še mehak material je, čeprav za roke je čvrst, še vedno lahko kar nekaj naredim. Spomnim se, da ko smo prebirali biografske romane ali pa gledali filme, predvsem te kiparke iz začetka 20. stoletja, francoske, ki so hodile po glino za zaboji v pariška predmestja. Kam greste po glino vi? Koliko časa ste zaprti v ateljeju? Koga spustite med ustvarjanjem vanj? Je še zmeraj tako kot pred 100 leti? Pustite me na miru ustvarjam? Ja, to ja, seveda. Nekaj ur moraš imeti sam za sebe, če hočeš kaj narediti. Predvsem pa to, mislim, zdaj je že zelo enostavno z glino. Pravzaprav zakomplicirala nam je življenje, da ne moramo zbirati gline tako direktno, tako kot smo jo v Komendi včasih zbirali. A v Komendi ste povedali? Komenda v glavnem, ne. Tudi drugod po Jugoslaviji smo jo zbirali zaradi tega, ker mi je bilo zelo veliko veselje, ker na različnih delih Jugoslavije je bila različna glina, različne barve in sem se pol igrala s tistimi barvami. No, tako, zdaj imamo pa glino v vrečah, ni druge, uvoženo. In to je to. Ne marate ptičev, ljubite zemljo in življenje. Oblikujete ga vedno tako, da dodajate, to ste povedali. Ampak kaj je v kiparstvu za vas presenečenje? In zakaj ne marate ptičev? Pa jih toliko delam, ne? Z monografije. Želve, ptiče, ampak zakaj? Kaj se je zgodilo? Zakaj ne maram ptičev? Mogoče sem jim fovš, oni letijo, jaz ne morem. Ne, v glavnem, kaj vem, presenečenje je sama glina, ki ne dovoli, da pravzaprav narediš tisto, mislim, nisi nikoli 100%, da bo tisto ratalo, kar hočeš, da bo ratalo. Ker mimogrede medtem, ko se suši, se krči po svoje, nekje, če bolj debelo narediš, se krči drugače, kot če narediš bolj tenko. Se pravi, je vedno mečkam presenečenja. In to mi paše, mislim, nikoli ni tisto 100%. Je živa, vaš čas je živa. Do konca.
ko se odpre pet, se šele vidi, koga je narejen. Ampak, kaj pa statika? Statika kaj se lahko zgodi, če se ne upošteva statike? Ja, tudi to, da se je 2-metrski kip na mene prevrnil. 150-200 kil sem gledala sekunde, kako grejo proti meni. Se pravi, ko ste oblikovali, lahko bolj, da si predstavljamo? Aha, da si predstavljamo. Naprimer, začnem zelo enostavno, tako kot so naši predniki, mislim, vedno v zgodovino malo vlečem ven, kot so naši predniki gradili vrče. In moji veliki kipi so ravno tako vrč, če bi ga obrnil narobe, je bila vaza. In medtem, ko gradim in ko se to vmes suši, lahko nekje naredim pretenko, tudi pretenko steno, tudi kot hišo, ko gradiš, pa mečkam zamakneš zadevo in je takoj narobe. Hopla, pa pač. Aleksi kima, ja. In to je to. Ampak vi ste odskočila, če se jaz... Jaz sem še živa. Človek je premajhen, da bi na svojem hrbtu nosil vso zgodovino in vi se rada vračate k njej. Treba se ukvarjati z bližino. In to so zame vaše skulpture. Ker vedno, že leta, odkar pač spremljam vaše delo, najdem veliko erotike. In hvala Bogu, kajti pri kiparstvu je ni več veliko. Tudi pri slikarstvu, ne. V življenju. Ampak vedno pa prisotna. Vedno nekje vrsti. Vse se da nadoknaditi, vse lahko. Če da vzmiš. Tako je. In vi vsi bolj. Imate v zgodovini likovne umetnosti svoj kip? Ne. Zanimivo. Ne gledate nikam? Ne. To pomeni, da ves čas izhajate zase, iz svojega življenja in ustvarjate Točno to. življenje iz zemlje. Ja. Nikoli ga nisem imela. Nikoli nisem želela imeti nekoga, da... Zakaj bi gledala nekaj, če jaz delam? Hvala lepa, gospodnica. Gospa Cvetka Lipuš, lepo pozdravljeni. Midve sva si nekaj časa dopisovali. Hvala lepa, da ste vseeno prišli. Z veliko radostjo sem prebrala vašo zbirko Kaj smo, ko smo, za katero ste prejeli nagrado in se spraševala o tej zanimivi personi, pravzaprav, kaj ste, ko pišete? Dobro vprašanje. Namreč mi je to šele na koncu pisanja, na koncu procesa nekako jasno, kaj sem in to nastaja najbolj v teku dela. Se spreminjate potem? Ste ob koncu zapisali kdo drug ali niti ne? Ne vem, če sem na koncu, mislim, če končam zdaj neko pesmo, da me je to spremenila, ampak tako vidim zdaj, če tako gledam in prejšnje zbirke, potem vem, da danes, naprimer, ne bi več mogli napisati zbirke, ki sem je napisala pred 10 leti. In z tega sklepam, da me to spreminja in tudi berem po drugih avtorjih, ki rečejo, da so pač neko pesniško delo ali pa tudi roman, da je to določen odsek, določene teme, s katerimi so se ukvarjali v enem obdobju. In se temu pravzaprav ni več možno. Rodili ste se v Železni Kapli na Koroškem v družini pisatelja Florjana Lipuša, študirali v Celovcu in na Dunaju.
Potem ste 15 let preživeli v Pittsburghu v Združenih državah Amerike. Danes spet živite in ustvarjate v Salzburgu. Če sem prav razumela, znanstvene stvari, bibliotekarske, pišete v angleščini. Literarna teorija vam gre najbolje v nemščini in naša slovenščina je rezervirana za poezijo. Ja, v bistvu je tako, da najbolj ni samo pri meni tako. V bistvu imamo predalčke, imamo neke mentalne predalčke in deloma pogojeno z biografijo. Najbolj mi zato gre kot teorija najbolj v nemščini, ker sem to študirala pač na avstrijskih univerzah in naprimer določeni filozofski teksti. V bistvu imam občutek, da jih razumem samo v tem jeziku. Drugi študij sem delala v ZDA, tako da je tudi moje poklicno življenje pravzaprav angleško. In to so taki predalčki. Nažalost ni možno, tako ker mislim, če odprem vse predale naenkrat, je tako kot v nepostavljeni sobi, bi se mi vse zapletlo. Tako da deloma odpiram, pač očitno imam tako nekako razdeljeno za različne žanre, za moja različna dela, odpiram različne predalčke. Zdaj me pa ne vprašate, v katerega bom te rekel, vse sama spravlja. Ne bom vprašala, v katerem jeziku sanjate. Ko se nekam za dlje časa preselimo, nas preteklost nekako dohiti, na to sem prej namigovala. In to je nek čuden paradoks, ki mu ne moremo ubežati. In verjamem, da tisti, ki se ukvarjajo z besedo, so še bolj na udaru, kar se tega tiče. Se motim? Ja, najbolj zato, ker če se, ne vem, najbolj se to dogodilo tudi drugim. Če se preselite, torej ko postavite vse koordinate nekako na novo, vse, kar poznate, mislim, da ni samo to jezikovno, tudi kulturno, v bistvu naša gledanja, naše vrednote, vse nekako začnete pravzaprav jih nekako videti od zunaj. To je edino, kar bi lahko rekla, neka druga perspektiva. In preko slej se potem tudi lotite svoje preteklosti in je morda tako rekoč vidite drugače in najbolj se tudi z neke distance, tudi ne samo zdaj časovne, ampak tudi kulturne distance, stvari vidijo popolnoma drugi luči. Zanimivo, ko ste govorili o kulturnih razlikah, mogoče na kratko bi bilo lepo slišati iz vaših ust eno primerjavo med ženskami na univerzi v Ameriki in mogoče v Evropi. Enakopravnost spolov. Je lahko ta oder za trenutek namenjen temu? Ja, ne bi rekla, da je to samo na univerzah tako, ne. Vi ste pač se medili v tem Ja, jaz sem potem na univerzi, seveda. Mislim, tam je to tudi zakonsko urejeno. Na vseh univerzah je to tako urejeno, da je to rekoč mora biti približno 50-50. In če je zdaj razpisano mesto in če je rekoč pač kvota še ni dosežena, potem je vedno tako, da ne bi zdaj rekla, ampak če je isto znanje, ista kvalifikacija, se nastavi ženska. Ali pa tudi, in to je tudi najbolj zanimivo, in bo najbolj za Evropo zanimivo, ali pa manjšine. Tam je predvsem z črnskega prebivalca, ali pa tudi drugi, ki so se priselili, tudi ti štejejo po to kategorijo. In to je najbolj, to so modeli, ki bodo preko slej voda tudi zanimivo tudi za marsikatero deželo v Evropi. Ker ste živeli v Pittsburghu 15 let, bi vas zdaj pobarala Slovan, to je v bistvu nekdo je omenil Slovane, v Pittsburghu je živel Slovan Andy Warhol. In tam imajo njegov muzej, kjer je shranjen njegov sklad, kjer so zaboji in te zaboje ste vi odpirali in katalogizirali. Kaj je skrival Andy Warhol v teh zabojih? Ja, tekom nekaj časa, kmalu po mojem študiju, sem dobila v bistvu to priložnost, da sem sodelovala v tem projektu Andy Warhol, kjer smo katalogizirali njegove, mislim, on jih je imenoval time capsules. Časovne kapsule.
Tako, on je zbiral vse, kar je tako mogoče prišlo pod roke, mislim, to ni bilo kakve sistematsko zbiranje. Vse je zbiral in tako je pač metal take škatle in jih zapiral. In teh škatl je približno, meni se zdi, jih je kakih najmanj 300, če ne več, mislim, masovno, ne. In v Andy Warhol muzeju je bilo tako, da so pač tako ceremonialno, enkrat na leto so odprli eno teh kapsul. Po eno so odpirali? Po eno smo odpirali in v tem projektu je bilo tako, da smo to res vse katalogizirali, ker to je bilo za neko razstavo v Frankfurtu. In smo to vse popisali. In tam smo našli med drugim čevlje od Clark Gabla, pa smo našli, na najhujše bilo to, v eni kapsuli, danes mi že zmanjka malo, v eni kapsuli je bila neka pozabljena pica, ne bi omenjala, kako je ta izgledala 30 let kasneje, mislim, razne stvari. Hkrati je bilo pa to zelo zanimivo, ker so bile stvari tako iz 70-ih in naprimer je bilo cel kup stvari, nekih izrezkov iz časopisov o bivši, tedaj Jugoslaviji, v Federaciji Jugoslaviji. In očitno ga je to zanimalo in cel kup nekih materialov iz Münchna, se mi zdi, da to v času Olimpije, in zbiral je tudi, ker so tudi oni očitno vse, mislim, kar ni bilo privezano, ker bilo možno je vzel s sabo, ne. Tako da smo našli tudi pribor iz Concord in razne stvari. On je bil strastni zbiratelj, ni vse, kar je zbiral, bilo njegove. Hvala lepa, da ste to povedali z nami. Imam še eno vprašanje in sicer kot pesnica boste znali odgovoriti na to, pesniki vi znate odgovoriti na vsa metafizična vprašanja, filozofi ne. In sicer živimo v času velike samote. 24 ur smo priklopljeni na svet. Kakšne so možnosti poezije potem v 21. stoletju? Se mi zdi, da mora to vsak neko presoditi zase. Zame je najbolj in to vedno bolj, ne vem, je to tudi enostavno s tem, ker se staram, ampak vedno bolj, da v bistvu se mi zdi, mi poezija dovoli, da, ali pa omogoči, da se nekako res osredotočim na nek bit, ki počiva pod vsemi temi, ali pa se skriva pod vsemi temi plastmi, ki jih imamo v svojem vsakodnevnem življenju. In mi poezija pravzaprav pomaga, bi rekla, pokaže, kako potovati skozi čas, ki je v bistvu pred nam vsem najbolj prekratek. Hvala lepa. Že veš, katero bo prvo vprašanje? Ne. Se bojiš, da bo tisto? Ne veš, katero vprašanje. Ker se poznamo, se bova tikala prav tako s Katerino in z Ambrožem. Torej, si največji lomilec ženskih src med slovenskimi slikarji ali nisi? Mislim, da bo to lažje, gospod Tom, odgovoril na vprašanje. Tako da, ne vem. Mora jih imeti več, ker danes smo se fotografirali v predsedniku države. Moja je tudi bolj počasi po stopnicah, pa se je tam nekje zgubila. Jaz sem pa stal z njim, pa z njegovo gospo. In ker sem za življenjsko delo, je, gospoda pa ni bilo, je Pahor posebej mene tam pozdravil pred vsemi, so tako pogledali, jaz pa tudi, kdo sem, Potem pa so bili fotografi, tako en naredil, pa sem gospe njegovi rekel, pridite sem, a si jo lahko sposodim za 5 minut, da bo moja žena. Pa on je uživala, veste. Sam pol mi je tako rekel, daj mi jo nazaj. Ja, res je. Mene je tudi opozoril, ko sem mu to povedala, namreč je bil Aleksij, ko sem ga obiskala v ateljeju, je bil zaprepaščen. Je rekel,
kaj takega, se nekaj gre, ti ne veš, ženske od akademije omedlevajo zaradi tebe. Tako da se opravičujem uspehom, da mi jo kasneje predstaviš. Upam, nisem nagrade za to dobil. Ne, nagrado si dobil za razstavo Nokturno v Obalnih galerijah Piran in za območje zajetje v Bežigrajski galeriji. In zdaj gremo k resnim temam. Jaz bi šel malo manj resno, če bi si dovolil prej. Jaz ves čas si želim in mi gospodje pomagajo, bolj gospodje kot gospe ta večer, da je čim bolj hudomušno in se vam zahvaljujem. Ampak arhitektura je temelj tvoje naracije v zadnjih nekaj letih. V slikarstvu, v likovni umetnosti si se lotil že marsičesa. Arhitektura pa vdira in ko smo se pogovarjala, si se strinjal, ne nazadnje vdira v modo, v poezijo že davno. Potrebuješ vertikalo? Vertikalo? Ja. Kot arhitektura? No, mislim... Hiše, gor... Vertikala ima v bistvu učinek pokončnega, ne, se pravi, v arhitekturi je pomembna. Ampak zakaj arhitektura? Zato, ker se mi zdi, da v zadnjih letih arhitektura res naredila ogromen korak, ne. Kakor včasih ni, ne, včasih spomnim, da arhitektura predvsej bila, kakor sem jaz pač kot laik spremljal, ne, je pa zdaj arhitektura res, mislim, da vodilna umetniška sila, ne, in moram reči, da jo jaz pogosto uporabljam v delih, ne, in tudi se pustim vplivati in tudi rad prebiram in spremljam, ne, arhitekturo. Povedal si mi, da nekaj zelo lepega, ko slikam, sem še zmeraj star 20 let. A to sem rekel? To si rekel v ateljeju. Si delal vtis ali je res tako? Nekaj blefa pa je tukaj. No, ne vem, kako bi to zdaj označil, ampak ja, slikanje osvobaja, to je dejstvo, ne. Tako, to je edino, kar v bistvu nek način daje človeku iluzijo, da se nič ne spreminja, ne. Da v bistvu se iz besede lahko tudi marsikaj poveš, ne, ampak jaz zelo verjamem to, da je umetnik sposoben, ne, čeprav to moram podati striktno, je iluzija, ampak da si ti dovoliš verjeti iluziji, ne, ker ravno ta napor, ta energija, ne, to verjetje, ki je v bistvu čisto iluzorno, ne, v bistvu naredi umetnini, da tisto vdahne življenje, tako bi rekel, ne, ker slika je fajn, če ne znaš razložiti, ne. In to je zanimivo. Vsakega, ki nas je zmotil med pogovorom v ateljeju, vem, da je prišla ena gospa iz sosednje pisarne in je razložila, kako ona vidi eno sliko. Zanima te mnenje drugih, kakšne zgodbe oni vidijo v tvojih umetninah? Ja, mene zanima to, kar izhajam iz psihe, ne, se pravi, nekaj izkušenj imam tudi s tem in zakaj arhitektura v mojih delih? Jaz mislim, da zato, ker je pravzaprav arhitektura v bistvu tudi v sanjah simbol telesa, ne? Se pravi, naš samih biti, ne? In mene vedno sprašujejo, zakaj ni, med drugim tudi zdaj v enem intervjuju, zakaj ni figure, konkretno človeške na mojih slikah. So hiše, Hiše so, ne? Ampak vedno povem, vse te hiše smo ljudje, ne? Oziroma, zdaj, jaz sem zelo navezujem na romantiko, klasično romantiko, jaz mislim, da za umetnika ni lepše pozicije, kot da izhaja iz romantike, ker je to še edina garancija, da ustvarja nekaj nezavednega, oziroma da mu nekaj lahko uide izpod nadzora, no, tako bom rekel, ne. Ampak kaj sem te reči, da recimo, če je v romantiki še vedno bil človek mehken prisoten naspram naravi, če gledamo Caspar David Friedricha, recimo, ki je name precej vplival, ne, in njih na obali, pa to. Recimo, jaz še temu vzamem v tem času to možnost, da človeka umaknem slike in ga postavim kot gledalca. Se pravi, tista figura, ki je bila v bistvu v sliki, se zdaj pomakne v pozicijo gledalca, tako da je gledalec 100% soočen s tem, kaj se v bistvu, kaj je hotel umetnik s tem pokazati, ne? V bistvu, da ga soočiš z neko situacijo, oziroma pač s tem, kar si pač povedal, ne? Pride trenutek in obdobje v življenju vsakega od nas, ko se ozremo in zremo v nebo. Pri vas se je to že zgodilo, se dogaja. Se pravi, na vrhu stene, gore, hiše je nebo. Kje je meja med tem vašim nebom in zemljo in kakšno vsebino ima to vaše nebo?
tvoje ne bo? Ja, to je zdaj tako kompleksno vprašanje, da tako kot sta prej glavna nagrajenca povedala, da v bistvu lahko govorimo ure in ure. Namreč, mene zelo zanima predmet ideala, oziroma nekaj nedosegljivega. To v bistvu imamo vsi ljudje to željo, ustvarjanje svetov, rajskih svetov, ki jih bodi si potlačimo, bodi si jih sanjamo, ampak nikoli ne izživimo. Tukaj pridemo do problema meje, kar je mogoče zanimiva tema za nocoj. Ker gospod Tone recimo je napisal eno mojih najljubših knjig, Hotel sem prijeti sonce. Recimo, ne? Ja. Že kot otrok je iskal. Pri meni je recimo zanimivo, pač jaz si predstavljam ideal, jaz veliko hodim v gore, tudi v hribe in iščem neko idealno platformo in nekaj tega spet skozi iluzijo tudi najdem. Pokrajino Zlatoroga? Recimo, ja, Zlatorog je zelo dobra mitska prispodoba tega, ampak kaj hočemo ljudje? Ljudje hočemo iskati brezmejno, v bistvu nas ta brezmejnost tudi v bistvu simbolizira svobodo, ampak paradoks je v tem, da absolutna svoboda ne obstaja, ker kaj se zgodi? Človek se ustraši brezmejnosti in si rabi postaviti mejo. Zato, ker v bistvu brezmejnost ne omogoča orientacijske točke, in čim si postaviš orientacijske točke, smo pri mejah, zamejenosti. In v mojih slikah se velikokrat pojavijo žičnate ograje, ki v bistvu zamejujejo, preprečujejo in v bistvu hočem pravzaprav vzpostaviti paradoks, ker žičnate ograje je paradoks, to se pogovarjamo o beguncih pa v žičnatih mejah, ampak recimo jaz bom mojo zgodbo povedal, živim v Ljubljani, blizu vodarne, kjer je vodno zajetje, in toliko časa se sprehajamo tam in tako krasen ta motiv, ko sem gledal tudi velikrat naslikal, in potem se enkrat zavim, da v bistvu to blazen dober simbol prispodobe raja, Ti imaš zagrejeno žičnato ograjo, v bistvu vodno zajetje, kamor ne smeš not, V bistvu voda je pa samo po sebi simbol bistrosti, čistosti, to je tisto, po čemer stremimo, vendar je to zamejeno. In mi sami si v bistvu zamejujemo vodo, nekaj, kar tudi v bistvu sami hočemo od nje. Hočem reči, da skozi v bistvu postavljamo meje in jih tudi premikamo, Se pravi, če mene vprašate, recimo, glede meje, v bistvu je tako, da ni v tem, ni rešitev v brezmejnosti, ker brezmejnost je grozljiva za človeka, v bistvu si moraš postaviti mejo, samo treba je predstavljati in v bistvu s tem širiti obzorje. Oziroma, tako bi rekel, vsi smo begunci na tej točki, vsi raziskovalci. Lepo si to povedal. Da malo zmotim tole resno zadevo, prej ne moram se aplicirati na Mojco, upam, da ne boš razumela in me videla drugače, pa vse, kar si ti povedala, pri meni diametralno narobe. Ne, hočem reči, nisem nikoli kipar bil, zato nisem malo gline. Glina se meni vedno lepla po roke. Pol naslednja stvar je, kaže, da v bistvu imaš, jaz imam ful rad ptiče. Imaš rad ptiče. Vse, še nekaj bilo, ampak zdaj se že spomnil. Tako se rekel, kako je to fajn, ali ne? Bolj, ko smo različni, bolj smo enaki. Ti si tudi glasbenik, igral si pri tolkalistih Destroj, igraš flavto, blok flavto, napisal si knjigo, zdaj je v branju že druga. Rekla sva v drugi, da ne bova. Ampak ja, ko ne moreš slikati, pišeš? Jaz moram tako povedati, da nisem glasbenik. Z vsem spoštovanjem tukaj prisotnih glasbenikov, namreč, ker vem, koliko je potrebno garanja v slikarstvu, si absolutno ne domišljam, da sem zdaj glasbenik. Jaz si dovoljujem izlete, zato da na nek način, mogoče prav slikarstvu vrnem tisto, kar sem zgubil. Pri Destroju je bilo meni izjemna izkušnja, recimo, v tem, kako lahko iz odpadnega materijala, oziroma iz tistega, kar pravzaprav človeštvo pušča za seboj kot odpadek, ti mu vrneš neko drugačno vsebino. In s Primožem sva tamle po Šiški pol iskala odpadke, dobesedno niso vedela, kaj bova z njimi naredila, dokler niso prišli do cisterne, vagonske, in so potem z te vagonske cisterne naredili inštrument, ki pa je res bila neka nova uspešnica, oziroma nekaj, kar je blazno dajalo zanimive zvoke, res zelo zanimive. In v tem duhu eksperimentalnega, oziroma iskalca nekih drugačnih vsebin, v tem se vidi. In
Moram reči tudi to, da sem jaz prišel do Destroja, bilo to, da sem jaz tudi v slikarstvu se poigral in delal z odpadnimi materiali. Ker jaz sem pač romantik v tem, jaz recimo v neko, jaz imam najraje industrijske cone, ki ni nobenega, in tam se sprehajam in iščem vse, kar je možno, kar je odpadlega, kar je zanimivo. Recimo, enkrat sem najdel žensko denarnico, ki je bila popolnoma, ki je bila vržena verjetno z vlaka, ob tiru, čudovito obarvana v rjo, vse v istem odtenku. In kakšna domišljija meni začela v glavi v tej denarnici? Kdo je bila ta ženska? Kdo je bila ta ženska? Ne vem, ampak se pravi, domišljija je tisto, kar imamo v glavi. V bistvu ves svet je klenot, ne? Hvala lepa. Prosim. Katarina, življena. Dober večer. Kaj je tvoja prva asociacija v besedi igralka? Ruska kurba. Zelo na ostro smo začeli. Kako si postavila? V redu. Je zate biti ženska na odru danes drugače kot pred 20 leti, ko si začenjala? Mislim, da ima ženska na odru vedno en isti problem in to sicer, da jo vsi hoče stlačiti to, da je to seksualni objekt. In pač tle obstaja neka borba, ki si jo moraš sam izboriti, da dobiš neko drugo kredibilnost, da nisi več ruska kurba. Vidiš, ti si preskočila kar enih 6 mojih vprašanj, ampak bomo nadaljevali v tej smeri. In tudi mislim, da so se pogovarjali o tem. Nekdanje igralke so na primer ponudbe, da bi gole nastopala, načeloma zavračale zato, ker niso hoteli, da bi gledalci buljili v njihova oprsja in ne spremljali njihove igre. Danes je z Goloto tako in tudi igralke ste izjemno inteligentne, da so njihovi prizori Golote lahko najbolj poetični del neke predstave. Meni se to velikokrat že zgodilo. Se strinjaš? Tudi v predstavah, kjer si ti nastopala? Gola. Ja. Ne, jaz sem na Goloto vedno gledala kot na neko orodje, kot pač nek segment izraza. Mislim pač, če nekdo ne uporablja figure v slikah, pač jaz uporabljam Goloto kot neko izrazno sredstvo. Sem pa vedno, pri Goloti pač treba biti zelo pazljiv, zato ker veliko ljudi to jemlje kot provokacijo. Ampak nikoli ni šlo za provokacijo. Šlo je v bistvu sleč se za to, da bi lahko nekako človeka desenzibiliziral, da bi lahko potem ta gledalec videl še hujše stvari. Tako da v bistvu Golota je bila ena mehka blazina za gledalca. Igrati, razgaliti se in ohraniti skrivnost. Zame kot za gledalca obstaja kaj težjega med muzami kot to, da se razgališ in hkrati moraš za gledalca ohraniti neko skrivnost, da si zanimiv, da nadaljujejo z gledanjem. Ne govorim o telesni nastopu. Ja, razumem. Jaz mislim, da pač oder ti daje vedno na srečo ta prekrasna meja, ki je tudi tukaj med nami in vami, je to, da vse to skupaj izgleda kot fikcija. Jaz pač zdaj tukaj reprezentiram sebe, vprašanje, če sem to zares jaz. In ta oder me je tako dobro ščitil, da sem lahko zelo veliko stvari povedala, ki jih dejansko mislim, ali pa ki jih dejansko čutim, ali pa zaradi katerih sem bila jezna, besna, vznemirjena, da sem jih lahko preko tega okvirja pač lahko povedala. Tako da gre za razgaljenje in skrivanje hkrati in to je ta slast. Umetnost naj spodbuja ljudi, da razmišljajo, govorijo, protestirajo, se zaveščajo in na novo izumljajo vrednote. Občutek imam, da si zadnjih, koliko časa si bila na neodvisni sceni, 15 let, da si ti ves čas dejansko to udejanjala. Ja, zgleda, da sem imela to možnost, da sem pač sodelovala s takimi ljudmi, ki so mi pač odpirali neko avtorsko gledališče, v katerem smo pač tekste pisali sami in kjer so neke teme vznikale iz performerjev, iz igralcev samih.
In tukaj sem pač lahko nekako povedala, da nisem glihči zadovoljna z vsem, kar se dogaja. Ampak bi se strinjala, da vsak človek prinese na oder svoj čas. Ta je povezan s senzibiliteto in čutenjem sveta, tako kot čutiš ti, vsak izmed nas tukaj. Kaj na oder prineseš ti? Nimam pojma. Vem, mogoče ti kdaj povedal tvoj soprog oziroma partner. Tamle ga lahko vprašate. Sicer že malo spi, ker je to že tokrat slišal, kar jaz govorim. Primož, kje si dvigne roko? V redu. Vaš partner in tudi dolgoletni igralski partner je Primož Bezjak. Naj ostane, prosim, da ga vsi vidimo. Imeniten igralec. Ona je kriva, ne jaz. Vse, kar se že doživljuje prej. In povedali si mi, da so vas od vsega začetka, da so vaju dajali že na akademiji v skupne projekte, da ste potem sodelovali tudi po akademiji, da ste delali skupaj v filmu Barabe in da se še vedno veliko kregate, ko gre za metode in načine dela. Ja, zelo veliko se kregava. In kar se meni zdi v bistvu dobro, je pa za vse ostale naokoli precej neprijetno, ker pač se kregava v bistvu non-stop. Ampak... Zaradi česa? Nazadnje sem vaju videla v imenitni predstavi Pavla nad prepadom in ne vem, če sem kdaj že videla igralce, ker igrate na tej umetni sceni, ki bi s tako gotovostjo te ujel. Ja, ampak plešiva pa nikoli ne veva, kdo vod, ne. Tako da mislim, da je to mogoče moj velik problem. To so značajske poteze. Najbrž, ja. Nekaj si hotel v zvezi z rusko kurbo vprašati? Ne. To niso teme za zdaj. Sploh pa ne vem, zakaj bi morala biti ruska. Slovenska kurba pa. Kako daješ svet ven iz sebe, na oder, na film? Na film, kot je Drevo, kot je nagrajevani film Drevo, Prosenčeve, ki bi v Sloveniji nekako pokrivan, spregledan. In za katero vlogo si tudi dobila Prešernovo nagrado? Mislim, jaz pri svojem delu nekako ne vidim nobene razlike, ne. Pač postavljam se v različne kontekste in postavljam se recimo, če lahko temu rečem, pač v neko, če pač delam film, se postavljam neko drugo estetsko funkcijo. Oziroma se poskušam nekako prilagoditi temu, kar režiser hoče od mene ali pa v nekem dialogu, pač poskušamo skupaj priti do nekega najboljšega izraza, ki bi lahko nosil neko sporočilo ali pa nek pomen. V bistvu gre vedno za to, da se najde ta prava doza izraza. Zdaj pa nekje je malo več, nekje je malo manj, ampak zelo odvisno od konteksta. In še zadnje vprašanje me zanima, če se bo strinjala. Gledalci mnogokrat prežimo na igralce, kdaj bo na odru iz njih prišla ven njihova osebnost. In jaz mislim, da tebi to uspeva ves čas in tudi nocoj ti uspeva. Ne dovolim, da to še enkrat rečeš, ampak hvala ti, da si nam dala take stvaritve, da si nam dala znotraj Vije negative velikokrat razmislek o ženski poziciji, ne samo kot umetnice, ampak nasploh. In hvala, ker te bomo od zdaj naprej in te že lahko gledamo v Slovenskem mladinskem gledališču, kjer si dobila stalno angažma. Hvala lepa. Dulcis in fundo, latinščina. Vem, da jo znaš. Sladko na koncu. Zato mi povej, je bila včeraj dobro odpeta zdravljica? Je bila prav naglaševana? Na najnem srečanju si mi nadrobno analiziral stavek Prepir iz sveta bo pregnan, prepir iz sveta bo pregnan. Diskusija je že sem imela v našem avtu, ko smo šli iz proslave domov in sin je rekel, ko sva z ženo rekla, to pa nama ni bilo všeč, a ne, rekel,
sin, manjamo se, to je operno petje, oče, kaj kompliciraš, tako se poje, ne? V bistvu je, seveda, iz skladateljskega vidika, ne, jaz sem veliko o tej himni razmišljal, ne samo s kompozicijsko tehniko, zakaj je kakšna stvar narejena, ampak torej, najprej melodično. Kaj, glede na to, da sem avtor vokalne glasbe, čemu skladatelj dejansko sledi? In ali je to, kar je hotel pesnik izpostaviti, ali je to mogoče, kar je on dodal, pa hotel on izpostaviti, ne? Dva sem imela diskusijo o tem drugem verzu, da kodr sonce hodi, prepir iz sveta bo preglan, ali prepir bo iz sveta preglan. Kar bi se jih tako rimalo, ne? Kaj je v bistvu hotel izpostaviti? Rekel sem tudi, da je čudovita himna, kar je zelo pomembno, meni manjka, praktično to 4 glase tudi na odru. Ko nekdo zapoje melodijo kot tako, vendarle mu pritiče harmonija zraven. V prvem delu, glede na to, da je melodija kot taka himnična, ne rabi harmonije zraven, jo rabi ob vstopu druge kitice, skladatelj izpostavi bo. Ja, ne, se pravi, da vendarle eno upanje, da bo ne toliko na svet, medtem ko ta drugi sklepni del pa ga zelo poudarja, ne, torej, če malo pomislimo, ga dvakrat ponovi, ostalo ne, da rojak pros bo vsak. In med drugim tudi v spornih glasovih, moški glasovi praktično dopolnjuje liriko, da rojak pros bo vsak, a ne, naprimer, že dopolnjujejo z ritmizacijo, dodajo dodatno napetost in potem skladatelj dejansko to še nagradi in ponovi. Debatirala se tudi, kako zanimivo lahko skladatelj, on je izpostavil žive naj vsi narodi, kako z ritmizacijo, da ki hrepene doča, da hrepenenje malo bolj drobno, medtem ko če pogledate, kako ki hrepene dočaka dan, kako gre z melodijo navzgor, hrepene dočakat dan, tako, a ne, kako dejansko pričakujemo vzhod sonca in dan. A ne, to lahko bi šli zelo nadrobno vsako besedo, tako da avtor je zelo zadev in hvala Bogu, imamo res fajn himno. Hvala lepa. Prejel ste nagrado za izjemno odmevno ter kakovostno ustvarjalno delo zadnjih 2 let, predvsem pa za zgoščenki Preparate Corda Vestra, Muzika Sacra in Sanja, Muzika Profana. Ker se bova tikala, ker si dobitnik ogromno nagrad, vem in ker si mi to zaupal, da zapraviš denar za slike. A si že kupil sliko od te nagrade, je to že nakazano na tekoči račun, jo imaš že zbrano in katera je? Moram reči, da sem bil pri zdravniku, je bil četrtek, ker v petek pa nisem mogel na intervjuje in sem pisal ženi, žena sem pogledal na e-banko, pa sem se ustrašil, je bila nakazana in je rekla ona, je že, sem rekel, ja, to je pa res častitljivo, ker ponavadi vedno vsi zamujajo s plačili. Tako da, glede slik sva pa rekla takole, da ko še nisem bil poročen in ko še nisem imel otrok, sem dejansko ves denar, ki sem ga dobil od nagrad, namenil za slikarstvo, torej kupoval sem slike. Zadnja slika je bila Živka Marušiča, ena zelo lepa. Moram reči, da smo imeli takrat srečo, sem bil po njemu doma in se odpravljal v Mehiko, to pomeni, da je rabil denar in da dejansko smo dobili pod ceno tisto, kar bi drugače za dvojno ceno in še ga je ena gospa presenetila, ki je prinesla živo kokoš, pa je praktično od mojega kolega zahteval, da jo za Davidijo naredimo pa za kosilo. Ampak to je bila moja dejansko, lahko rečem, zadnja slika, ki sem jo potem moral prodati. Ne da mi je žal, da ne moram zdaj kupovati slik, mogoče slikarjem je žal,
ampak sredstva se namenjajo, lahko rečemo, ravno tako za zelo lepe stvari, saj so naši otroci in moja žena tiste ta prave slike, ki rasejo in je vedno nova. Doma si iz Bovca in drugi so mi povedali, že predno sva se midva prvič srečala, da si pravzaprav v zadnjih letih, desetletjih bil ti tisti, ki si navajal Bovec na umetnost. Torej, začel sem v glasbeno šolo in to je trajalo samo 1 leto. Moj profesor je doživel srčni infarkt, upam, da ne zaradi mene. Potem se je stanje mu seveda izboljšalo in dejansko cel razred, on je hodil enkrat na teden v Bovec, to je profesor Pavle Kalan, je v bistvu nehal obstajati, oddelek se je zaprl in jaz sem se vozil z avtobusom enkrat na teden v Tolmin. Tudi koncertna dejavnost v Bovcu v bistvu je bila, lahko rečemo, jo ni bilo, oziroma zelo bore malo, zato je bil vsak koncert, ki smo ga obiskovali, v bistvu eno posebno doživetje. In zato se mi zdi en tak odnos po eni strani zelo spoštljiv do glasbe in spoštljiv tudi do znanja, ki smo ga pridobivali. Ko sem imel 16 let, sem bil v 3. letniku srednje glasbene šole, sem s takratnim mojim profesorjem navezal kontakt in sem rekel, ljudje se vozijo iz Bovca v Tolmin ali Kobarid. Jaz sem pripravljen, da dejansko obudim oddelek glasbene šole v Bovcu in on je bil takoj za, kar, ko zdaj pogledam 16-letnika pustiti v razred in obuditi oddelek celoten, je nekaj posebnega in veliko sva si dopisovala. In mislim, da je bila tista prava pedagogija, pedagoška šola, ki sem jo dobil v vseh problematikih, ki sva debatirala. In če sem bil jaz prvi, ki je izhajal iz Bovca, praktično v parih letih, so 3 šli iz Bovca, tako da rečem vedno, da ni vedno važno, koliko znanja imamo, ampak važno je način, kako ga posredujemo in to naj z navdušenjem in mladi nam bojo sledili in temu sledim tudi zdaj. Imeli ste veliko število zborov, zelo požrtvovalno. Mene se je dotaknila, mene se vedno take stvari dotaknejo, recimo pripoved nekoga, ki mi je povedal, da ste imeli vajo v petek zvečer v Kopru in da je sledila vaja v soboto zjutraj v Gorici in da ste navadno naredili tako, da ste se že zvečer ob polnoči odpeljali v Gorico, spali na parkirišču in potem se je vaja začela takrat, ko so zboristi vam potrkali na okno avtomobila, da se pa začenja. Ja, vsi smo bili enkrat mladi, a ne? Miličnik je potrkal tudi to smo že doživeli, ja. Dejansko, ko je človek mlad, pa si se približno organizira čas, oziroma vsako uro ali minuto hoče izrabiti, potem dejansko pride do kombinacij, ki moram reči, da so lepe zdaj, ko se spomnim, to je bilo, jaz rečem temu, ljubljansko-primorska transverzala 98. leta, še posebej, ko sem učil v Ljubljani, praktično imel v Kopru zbor, v Gorici zbor, še šolo v Bovcu, 1 ali 2 zbora v Bovcu, tako da je bilo precej tega tekanja in je bilo treba izkoristiti čas. Denar nismo dajali za sobe ali pa si privoščili prespati pri komu, pa je avto bil čisto v redu, če ni bila toliko zima. Moram pa reči, da se je to mi isto zgodilo 2-krat, ko sem šel na sprejemni preizkus. To je bilo iz kompozicije, ko nisem vedel, kje bom spal in tudi klavirja pol čez 2 leti.
ampak moram reči, da hvala Bogu, ko sem bil prej v Vodicu dijak in so me imeli zgleda kar radi, da so me vedno dali na medicinske postelje, ampak so rekli ob 7 moraš pa stran. Dober dirigent ni nujno dober zborovodja. Pevska linija je vseeno drugače, vodena kot orkestralna. Ampak ti nisi hotel od vsega začetka se ukvarjati z vokalno glasbo. Moram reči, da je bila prav muka pristopiti k vokalu. Sem pisal večinoma za klavir, pa tudi druge inštrumente. Torej, začel sem v osnovni šoli in na akademiji sem imel čudovitega profesorja, ki sicer nisem mogoče eno skladbo kakšno napisal za orkester in za zborom, ampak a capella glasbo praktično sploh ni pisal. To je bil profesor Daneš Škerer. Zato se mi je zdelo še posebej zanimivo, da od mene zahteva, da moram vendarle napisati za zbor skladbo, ker je to po programu. Jaz sem šel takrat celo do moje profesorce bivše, ki mi je učila klavir, sem se skoraj zjobil, sem rekel, pa kaj misli človek, jaz nimam dobene afinitete, kar se mi zdi po drugi strani škoda, ker to afiniteto bi morali dobiti v srednji šoli tudi skozi zbor, vokalno glasbo, ki jo imamo. Ampak takrat sem se pokoril temu, napisal 3 skladbe in čez 1 leto je prišel Stojan Kuret, nov dirigent Tržačan v Ljubljano, voditi Apelzetone Tomšič in je vprašal preko moje sošolke, če bi mlada generacija kaj napisala, jaz sem rekel, ni šans, imam pa eno, ki mogoče bi bila v redu za izvedbo in to je bil moj takrat ljub pesnik, lahko rečemo še delno zamolčan, France Balantič. V glasbi sem ga z 18 leti, 91. Lih na dan plebiscita tam okrog, 26. decembra je bilo. In čez 2 leti praktično na naši pesmi doživel prvo izvedbo, tudi dirigenti in zbor sta prijedla posebno priznanje. In od 93. do moje diplome, 96. Vmes sem imel še nesrečo z avtom. Praktično je ostalo toliko skladb vokalnih, da so mi izdali potem samostojni CD Lirični akvareli. V glasbi ste še potem Kocbeka in Pavčka. Zanimiv izbor, če se dovolim, izjemen izbor, tale komentar. Zdaj, da ne bova preveč komplicirali v zvezi z glasbo, vas te vprašam nekaj. Skladatelji veljajo za zadržane ljudi, tako se mi smiselno. Za zadržane ljudi, za zelo resne. Recimo Ennio Morricone je eden najbolj resnih ljudi, ki sem ga jaz srečala v življenju med intervjujem, čeprav mu je ponujal čokoladine, nič se nisva smejala. Zdaj vidim, da je drugače, ko se danes sem pogovarjal z gospodom Petričem in s tabo še enkrat prej. Ampak, ko si ti še kot mlad študent vodil punce na zmenke, je bilo 3 ure tišina. Rekel si samo na začetku dober dan in potem nasvidenje. Kje so bile melodije? Kaj se je zgodilo, da potem zdaj temu ni več tako? Vse sem se pozanimala. Ni bila ena od tistih, ne. Upam, da ne. Se v glasbi veliko bolje znajdeš kot v svetu? V bistvu je bilo res tako, da pa tudi moja žena zdaj lahko pove, pri njih doma je vedno džumbus, televizija na glas, in na glas govorijo, pri nas, ko pride še čista tišina. Ampak ne gre, da nimamo radi odnosi, ampak spoštujemo to tišino, zgleda. In tudi ne vabimo veliko ljudi, tako da lahko rečem, po eni strani mogoče sem tudi desocializiran, saj takrat bil, mogoče, hvala Bogu, sem zato stopil v glasbo, da saj se nekje najdem in govorim, ampak dejansko z vstopom v pedagoški poklic, ko si postavljen pred tablo in začneš risati, moraš vsake govoriti zraven, na začetku mogoče malo več pet, potem pa vedno več govoriš. Tako da dejansko
zdaj se že opaža to, da se mi je že težko ustaviti, ko govorim. Tako da ta pedagoški poklic, tako kot pravijo včasih, da oziroma bom raje obrnil, od mladih se v bistvu jih ne učimo toliko, kot pa se od njih naučimo. Hvala lepa, Rožman. Jaz se vam na tej priložnosti res vsem iz srca zahvaljujem, da ste bili Prešerni danes z mano, da ste se dovolili pošaliti, da ste delili z nami dele vaših življenj. Vas pa vabim, da poslušate glasbo, da hodite v gledališče, da berete knjige, da požirate poezijo in da se veselite življenja. Hvala lepa še enkrat. Prešernove poezije, vas pa v predverje na kozarček, na pomenek in mogoče poljub za nagrajenci in nagrajenkami.